Dober večer in dobrodošli na predvečer praznika občine Brežice. Veseli smo, da bomo skupaj obeležili 28. oktober in se s podelitvijo nagrad in priznanj zahvalili vsem tistim posameznikom in organizacijam, ki so pomembni stebri naše občine, naše lokalne skupnosti. Skozi nocojšnji dogodek vas bom popeljala Bojana Zevnik. Na svečani seji prisrčno pozdravljamo župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Igorja Zorčiča. In gospoda Dušana Šiška. Svetnika Državnega sveta Republike Slovenije in župana občine Sevnica, gospoda Srečka Ocvirka. Članice in člane občinskega sveta občine Brežice in častnega občana občine Brežice, gospoda Dragotina Križaniča. Predstavnike sosednjih občin in vse vas, spoštovani gosti. Posebej topel pozdrav in prisrčno dobrodošlico izrekamo letošnjemu prejemniku naziva častni občan, letošnjim oktobrskim nagrajencem in prejemnikom priznanj občine Brežice. Praznik naše občine je posvečen ustanovitvi brežiške čete, v kateri so se združili domači fantje s plemenitim namenom upora proti okupatorju, ki je načrtoval izgon slovenskega naroda. Pred današnjim dogodkom se je delegacija predstavnikov občinskega sveta v sestavi Katja Čanžar, Igor Zorčič in Jure Pezdirc s polaganjem vencev poklonila spominu na padle za našo svobodo.
Naši predniki so v kraji današnje občine živeli v sožitju z naravo. Večina ljudi je obdelovala zemljo in pozni jesenski čas, oktober ali vinotok, je naznanil, da se je narava pripravlja na počitek. Pozni jesenski čas je bil trenutek, ko so za hip postali in se ozrli na sadove svojega dela. Prav tako je tudi nocojšnja prireditev priložnost, da se ozremo na letino občine in ubesedimo tiste misli, ki so zorele skozi celo leto, od oktobra do oktobra. V besedi vabim nocojšnjega gostitelja, župana občine Brežice, gospoda Ivana Malana. Spoštovani svetniki in svetnice, častni občani, nagrajenci in prejemniki priznanj, spoštovanih so prisotnih. Naš praznik je vsako leto priložnost za pregled na preteklo delo. Letos se v času praznika počasi zaključuje tudi mandat tako župana kot občinskega sveta. Kot je običajno, si bolje zapomnimo lepe stvari in manj prijetne spomine raje odrinimo v pozabo. Prav je, da se spomnimo začetku tega mandata, še posebej jeseni 2015, ko smo v občini Brežice reševali posledice mednarodne migrantske krize. Ta preizkušnja je pokazala, kako pomembno je dejansko pripravljenost sistema civilne zaščite in humanitarnih organizacij v občini in kako pomembno je sodelovanje. Razmere v tem mandatu je dodatno otežilo znižanje sredstev, tako imenovana povprečnina s strani države. Občina v imenu države upravlja nabor nalog in v zadnjih letih se je število nalog povečalo. Na voljo pa smo imeli omejena sredstva, s katerimi je morala občina poskrbeti za vse naloge iz svoje pristojnosti. Ključni izziv je bil, kako zagotoviti nemoteno delovanje javnih zavodov in društev, zagotavljanje socialnih transferov in kako zagotoviti vlaganje v infrastrukturo, gospodarski razvoj, razvoj kmetijstva in turizma. Cilj v preteklem mandatu je bil voditi občino tako, da v vsakodnevnem življenju občanke in občani niso občutili posledice pomanjkanja sredstev v občini. Zaradi znižanja prejemkov in strani države je bila sprejeta odločitev, da se prednostno zagotovi denar za normalno izvajanje dejavnosti krajevnih skupnosti, javnih zavodov, kot so šole, vrtci, knjižnica, zdravstveni dom in za delovanje društev. To je pomenilo, da je bilo na voljo manj denarja za investicije, zato je investicijska dinamika v tem mandatu počasneja, kot je bila v letu 2010-2014. Kljub temu smo resničili zadane naloge, večina investicij je bila 2-letnih in so se redno izvajale v vseh krajih naše občine. Trenutno je ena največjih investicij obnova železnega mosta, ki povezuje oba bregova Save. Izvedba investicij je mogoče le, če je vključena v proračun in če tega podpre občinski svet. Na tem mestu se izrekam zahvalo svetnicam in svetnikom, občinskemu svetu, ki so prepoznavali kakovostne predloge in z veliko večino ter pogosto za enotnostno sprejemali odločitve in potrdili proračune. V zadnjem letu smo na občini usmerili sredstva in moči v dopolnitev spremembe občinskega prostorskega načrta, ki je temeljni prostorski in razvojni akt občine. Dopolnjen občinski prostorski načrt je pospešil investicije v gospodarstvo, kmetijstvo in stanovanjsko gradnjo. Novi občinski prostorski načrt je omogočil uresničitev širitev kar 45 podjetij. Investicije v lokalno infrastrukturo, kot so ceste, pločniki, šole in vodovod. V občini načrtujemo na dolgi rok, kar se je izkazalo za uspešno. Pred začetkom gradnje hidroelektrarne Brežice smo se dogovorili s podjetjem Arhes in Infro, da bomo po končanju izgradnje hidroelektrarne skupaj sanirali lokalne ceste. Tako sta investitorja sanirala cestišče, občina pa je zgradila pločnike, kolesarske steze, vodovod in kanalizacijo ter ostale ureditve. Lani je bila s sodelovanjem urejena Dobovska cesto, letos pa smo zaključili ureditev povezovalne ceste med Dobovsko in Prešernovo cesto ter uredili Prešernovo cesto v gradu na mostu, ki staremu delu mesta daje videz urejenega sprehajališča. Stabilno gospodarstvo je nepogrešljiv steber razvoja vseh ostalih področij življenja. Gospodarski trendi v svetu so pozitivno in izboljšani rezultate smo občutili tudi v občini. S pomočjo javnega razpisa za sofinancirana nakupa zemljišč, ki so v lasti občine in ki so v industrijskih in obrtnih conah,
je občina v 2 letih dala 8 zemljišč. Kmalu bosta zgrajena 2 objekta, ostali pa so že v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Ugodni trendi na področju gospodarstva in učinkoviti ukrepi za spodbujanje podjetništva so pripomogli k zmanjšanju brezposelnosti občine. Stopna brezposelnosti znaša 9,7%, kar je najnižja stopna od osamosvojitve. Število brezposelnosti se je v 4 letih znižalo za 600, danes se celo nekateri zaposlovalci v občini in tudi v posavski regiji že srečujejo s pomanjkanjem ustrezne delovne sile. V občini skrbimo za vsa področja življenja, gospodarstva, kmetijstva, šolstva, primarnega zdravstva do športa in kulture. Enakomeren razvoj vseh področij in krajev zahteva dobro poznavanje in načrtovanje na dolgi rok. Strategija razvoja občine temelji na razvoju turizma v povezavi z športom in kmetijstvom ter ostalimi spremljajočimi dejavnosti. V naslednjih letih v občini nadaljujemo za gradnjo kolesarskih stez in ostale javne infrastrukture, ureditve v Kolacijskem jezeru hidroelektrarne Brežice, z investicijami v objekti šol in vrtcev. Občina je trenutno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za vrtce in osnovno šolo Artiče. Z direkcijo za infrastrukturo intenzivno dogovarjamo prednostne investicije novih cestnih povezav v občini. Prednostne naloge so razširitev zožitve ceste v Podbrečenem, Novi most čez Savo in cestna povezava Brežice-Krško z nadvozom. Uspešno sodelujemo tudi v okviru regije Posavja, tako pri vsebinskih kot pri infrastrukturnih projektih. Večgeneracijski center Posavja povezuje vseh 6 občin. Po dogovoru o razvoju regije Posavja pa bomo v občini pridobili dobrih 8 milijonov evrov državnih in evropskih sredstev za projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema in projekt kolesarskih povezav in regionalnih cesta Brežice-Dobova, Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež-Vsak. Ob tem redno namenjamo sredstva za delovanje društva z področja zdravstva in preventive, mladine, turizma in kulture. Podpiramo tudi projekte, ki so namenjeni najranljivejšim skupinam, kot so starejši in osebe s posebnimi potrebami. Izvajamo mednarodni projekt Čuti svobodo vode in podpiramo projekt brezplačnih prevozov za starejše sopotnike. Uresničujemo prilagoditve javne infrastrukture in stav, da bodo po meri invalidi. Urejali smo že dvigalo v gradu, letos pa preurejujemo občinsko stavbo. Zimski na trajnostni razvoj prometa in izboljšave mobilnosti prebivalcev smo uvedli mestni avtobus, ki ste ga občanke in občani dobro sprijeli. V občini smo še posebej ponosni na področje izobraževanja, ki je primer odlične kakovosti in povsem primerljiv z mednarodnim sistemom ter šolami. Še pomembneje pa je, da je kakovostno šolanje zagotovljeno v vseh 8 osnovnih šolah in v eni podružnici v osnovni šoli. Dokaz za to so številna priznanja iz mednarodnih tekmovanj v znanju, kjer so se naše šole izkazale. V občini sledimo tem trendom in za mednarodna tekmovanja šolam zagotavljamo tudi finančno pomoč. Veseli smo, kadar naše prizadevanje in trud za boljše življenje za vse občanke in občane opazijo tudi zunanje inštitucije. Uvrstitev med 12 najbolj prodornejših slovenskih občin, kjer so ocenjevalci izpostavili prav ugodne pogoje za razvoj podjetništva, govori sama zase. Na predvečer praznika se vsakemu od vas zahvaljujem za vašo predanost in sodelovanje pri ustvarjanju naše lokalne skupnosti. Iskreno čestitam vsem posameznikom in organizacijam, še posebej novemu častnemu občanu, ki boste nocoj prijeli najvišje priznanje v znak zahvale za izjemne dosežke, s katerimi ste pustili svoj početek doma in širše. Po prazniku vam želim vse dobro. Leto 2018 je razglašeno za leto evropske kulturne dediščine. In naši kraji so bogati z dediščino. Srečni in ponosni pa smo lahko, da imamo v naši sredi ljudi, ki ohranjajo raznolikost in bogastvo naše dediščine, naših šeg in navad, na tradicionalne in inovativne načine. Predvsem pa,
da so zavezani sodelovanju, da skrbijo za dediščino, ki pripada vsem nam, ter da skrbijo za medgeneracijsko sodelovanje, ki je prisotno tudi v nocojšnjem programu. Kapevski pubje so skupina 7 pubov pod vodstvom mentorja Mihe Halerja in delujejo od leta 2007. Ohranjanje ljudske pesmi in ljudskih običajev je njihovo osnovno poslanstvo. Tako vsako leto prirejajo prireditve, kjer obudijo običaj iz preteklosti, na primer košnjo, bratvo, pušelj, šank, sejem, lupatvo, večer na vasi in romanje. Redno sodelujejo tudi na preglednih srečanjih pevcev ljudskih pesmi in kar 5-krat so se uvrstili na državno srečanje. V domačem kraju so pomembni soustvarjalci kulturnega utripa z lastnimi prireditvami, kot tudi s sodelovanjem z ostalimi društvi. Seveda veseli, kadar jih povabijo tudi v druge slovenske kraje. Otroška folklorna skupina Kosci na podružnični šoli Kapele pa deluje že 11. leto. Vanjo so vključeni učenci od 3. do 6. razreda, otroci aktivno sodelujejo pri raziskovanju ljudskega izročila v kraju in tako spoznavajo ljudsko izročilo in vaščane. Otroci tako odraščajo v ljudi s čutom za sočloveka in spoštljivim odnosom do kulturne dediščine. Mladi folklorniki so sodelovali tudi pri snemanju etnološkega filma in vsako leto pripravijo novo koreografijo, s katero se predstavljajo na območnem srečanju otroških folklornih skupin. Izjemno so ponosni na lansko zlato plaketo s pohvalo za inovativen program, ki so jo dobili na državnem srečanju Ringaraja 2017. V sodelovanju s kapevskimi pubi, kot jih bomo videli, pa je letos nastala odrska postavitev na Kapevskem placi, s katero sta se skupini predstavili na območnem in regijskem srečanju otroških folklornih skupin. Kostumska podoba kapevskih otrok sega v čas med obema vojnama. Mentorica folklorne skupine in avtorica koreografije pa je Vesna Molano. Prosim.
Osrednji dogodek nocojšnjega večera je namenjen tistim posameznikom in organizacijam, ki svojim delom in rezultati ustvarjajo življenje v naši občini. Gre za posebne uspehe in dosežke na družbenem, gospodarskem, kulturnem in drugih področjih dela, ki so pomembni za napredek naše občine. Priznanja, ki jih občina Brežice podelila posameznikom in organizacijam v znak zahvale in potrditve so priznanje občine Brežice, oktobrska nagrada občine Brežice in razglasitev častnega občana občine Brežice. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je iz prispelih predlogov izbrala in predlagala v potrditev občinskemu svetu 3 prejemnike priznanj. Priznanje bo podelil župan občine, gospod Ivan Molan. Priznanje občine Brežice za leto 2018 prejme podjetje Coop Trgovina, trgovina in posredništvo d.o.o. za dolgoletno izjemno poslovanje ter doprinos na področju gospodarskega razvoja in prepoznavnosti občine Brežice. Družba Coop Trgovina d.o.o. je vstopila v 25. leto uspešnega delovanja na področju lepil, lepilnih trakov, profesionalnega orodja, tehnične opreme in električnega ogrevanja. Skozi svoje delovanje je zrasla v gospodarsko družbo, ki z 12 zaposlenimi vedno bolj prispeva k konkurenčni ponudbi in oskrbi najrazličnejših in najzahtevnejših kupcev. Začetki družbe niso bili enostavni, a se danes lahko pohvalijo z več kot 4 milijoni evrov prihodkov letno. Program družbe Coop Trgovina d.o.o. opredeljujejo 3 stebri, ki temeljijo na lepilnih trakovih s tesnilnimi masami, profesionalnem ročnem orodju in opremi za servisiranje ter najsodobnejšimi oblikami električnega ogrevanja. Z novimi produkti, ki sodijo v sam vrh kakovosti in z inovativnimi pristopi ter širitvijo trgov, družba pridobiva zaupanje novih kupcev tako v Sloveniji kot tujini. V svoji prodajni asortima letno dodajajo nove izdelke in ponujajo rešitve z področja okolju prijaznih solarnih komponent, sončnih elektrarn in programa varčevanja energije. Družba se je nedavno preselila v lastne prodajno-skladiščne prostore, kjer v prodajnem salonu kupce seznanijo s svojimi izdelki. Lastnik in direktor družbe Marjan Klemenčič s svojo ekipo zaposlenih dosega zavidljive poslovne uspehe, ki jih deli z okoljem, v katerem ustvarja. Številnimi donacijami podpira humanitarne, športne in ljubiteljske dejavnosti v občini Brežice, v Posavju in tudi drugod po Sloveniji. Vlaganje v razvoj zaposlenih, širitev dejavnosti na najzahtevnejše tuje trge, uvedba novih programov in digitalizacija poslovanja zagotavljajo družbi nadaljnji uspešen razvoj in kakovostna delovna mesta. Priznanje občine Brežice prejme podjetje Ključavničarstvo, krovstvo, kleparstvo, kritje slamo, Kovačič Ivan SP za dolgoletno uspešno poslovanje in številne inovacije, ki jih vključujejo v delo. Začetki podjetja segajo v leto 2001, ko si je družina Kovačič zadala visoke poslovne cilje na področju krovskih in kleparskih storitev. Njihove kakovostne in zanesljive storitve zajemajo področje stavbnega kleparstva, tesarstva, krovskih storitev, izoliranja podstrešij, izdelave utic in nadstrešnic ter vgradnjo strešnih oken. Hvalijo se lahko, da so pooblaščeni krovci za polaganje številnih vrst kritine. Ves čas svojega delovanja se v podjetju zavedajo, da sledenje novim trendom ter razvoj materialov in tehnologij omogočajo kakovostnejše storitve. Podjetje zaposluje 2 člana družine in zagotavlja delo še 8 delavcem iz občine Brežice. Letos so svoje poslovne prostore preselili na lokacijo obrtne cone Dobova. Da bi k reševanju krovsko-kleparskih izzivov pristopili kar najbolje pripravljeni, se zaposleni v podjetju redno izobražujejo in tako uspešno sledijo trendom na svojem delovnem področju.
Zaradi uporabe najnovejših materialov in tehnologij so storitve podjetja izjemne kakovosti in v skladu z vsemi standardi in predpisi. Uspešnost podjetja so opazili pri območni obrtno-podjetniški zbornici Brežice, ki je v letu 2017 podelila lastniku, gospodu Ivanu Kovačiču, priznanje za dosežke na področju obrti. Gospod Kovačič se zaveda družbene odgovornosti, zato podpira številna kulturna in športna društva v kraju ter v občini. V podjetju pravijo, da so ponosni na preteklost, a da bo njihova prihodnost še svetlejša. Priznanje bo v imenu podjetja prejel lastnik gospod Ivan Kovačič. Priznanje občine Brežice prejme športno društvo Krška vas ob 40. obletnici ustanovitve za pomemben prispevek pri spodbujanju ljubiteljskega delovanja na področju športa v kraju in v občini. Športno društvo Krška vas je bilo ustanovljeno poleti leta 1978 z namenom, da športom in rekreacijo združi in poveže krajane. Z oblikovanjem 5 sekcij društva, rokomet, nogomet, namizni tenis, šah in plavanje, so ustanovni člani navdušenje nad športom prenesli na sovaščane. V društvu so sami uredili prvo travnato igrišče po načrtu in pod vodstvom Staneta Budiča. Agrarija Brežice, ki je v času izvajanja agromelioracije uporabljala krajevne poti, pa je Krški vasi kot odškodnino uredila asfaltno igrišče, kjer še danes igrajo mali nogomet, rokomet in košarko. Igrišče služi tudi kot ploščad za igro otrok in učenje, vožnje s kolesi, rolkami in rolerji. Igrišče je skozi leto postalo središče, kjer se družijo in rekreirajo različne generacije vaščanov Krške vasi. Med obema igriščema, travnatim in asfaltnim, je bilo vzpostavljenih tudi več igral za otroke. Za vzdrževanje vsega omenjenega skrbijo prizadevni člani društva. Zaradi bližine reke Krke je iz sekcije društva nastal kajak kanu klub Krška vas, razvili sta se tudi potapljaška dejavnost in šola surfanja. V športnem društvu Krka se člani danes največ posvečajo rekreativnemu igranju malega nogometa, odbojki in kolesarjenju. Osnovna naloga društva ostaja spodbujanje k gibanju. Ljubezen do športa in rekreacije se v Krški vasi prenaša iz generacije v generacijo po zaslugi članov društva, ki svojim zgledom, organizacijo prireditev ter vzgojo otrok in mladostnikov največ pripomorejo k temu. Priznanje bo v imenu društva prejel predsednik gospod Boštjan Komočar. Predno nadaljujemo s podelitvijo nagrad, poglejmo še k našim kapevcem. Oni namreč niso samo plesalci in pevci, kot smo že videli in slišali, ampak vse to povezujejo tudi z drugimi talenti. Zadnjih 5 let je njihova strast filmsko ustvarjanje. Začelo se je, ko so se v kapelah spraševali, kako bi ohranili spomin na stare šege, prehranjevalne navade, oblačenje, opremo prostorov kmečkega doma in kako bi poskrbeli za živo dediščino vrednot, medsebojnih odnosov, za značilno domačo govorico, kapevsko narečje, ter seveda, kako vse dobro iz te dediščine prenesti na mlade rodove. Izbrali so učinkovit način, filmski zapis. Nastal je prvi film, Tak ti je tu blu, ljubezen v kapelah, o življenju, ljubezni in svadbi v kapelah po 2. svetovni vojni, odlomki pa nas bodo popeljali v čase, ki se jih nekateri še spomnite, drugi pa smo hvaležni, da lahko spoznamo na ta način.
Vidiš, to je bila moja svadba. Veš, drago dete, tak ti je to bilo. Oktobrsko nagrado občine Brežice za leto 2018 prejme Davor Lipej za izjemno predanost in delo na področju fotografije, videa in filmske dejavnosti v občini. Davor Lipej že več kot 20 let svoj prosti čas namenja fotografiji, videu in beleženju življenja v občini Brežice in širše. Fotografijo, s katero se je ukvarjal že v osnovni šoli, sta mu približala profesor Barbič in njegov oče. V začetku 90-ih let se je spoznal s kamero in bil v letu 1991 eden redkih, ki je s kamero zabeležil dogodke osamosvojitvene vojne. Deloval je tudi kot dopisnik različnih medijev. V zadnjem desetletju samostojno razvija dejavnost na področju videa in fotografije kot zvest zapisovalec in poročevalec dogodkov, dosežkov, društev in posameznikov v občini Brežice. Njegovo delo zajema 4 temeljna področja: dokumentiranje dogajanja na področju turizma in razvoja občine Brežice, sodelovanje in dokumentiranje dela ljubiteljskih kulturnih društev, snemanje filmov, oživljanje kulturne dediščine ter predstavljanje dela z lastnimi avtorskimi razstavami. Kot samostojni ustvarjalec videoprodukcije in ljubiteljski fotograf je posebej osredotočen na kulturne in družbene dogodke v občini. Njegove fotografije so na ogled na preglednih fotografskih razstavah, kot predan ljubiteljski fotografije brežiške ljubiteljske fotografe povezal v društvo Fotoklub Brežice, ki mu tudi predseduje. Davor Lipej je nepogrešljiv član kapevskih in pešeških filmarjev, ki so s svojimi etnografskimi filmi močno zaznamovali občino in državo. On je tisti, ki je s svojimi veščinami snemanja predstavil in ohranil živost kulturne dediščine. Pri svojem delu zasleduje cilj, da se dogodki v občini širše beležijo, saj le tako lahko ostaja kultura našega naroda živa in vidna v vse preveč globaliziranemu svetu. Njegovo predano dokumentiranje in avtorsko delovanje služi in bo služilo v trajno korist celotni družbi. Oktobrsko nagrado občine Brežice za leto 2018 prejme Emilija Držanič za zasluge pri urejanju statusa izgnancev na območju občine Brežice in prostovoljno delo za pomoč starejšim občanom. Emilija Držanič je bila kot komaj 8-letna deklica skupaj z družino izgnana v Nemčijo. Po vrnitvi je zaključila šolanje na učiteljišču v Celju in se zaposlila. Ves čas svoje poklicne poti je poučevala otroke in bila cenjena mentorica številnim učiteljicam pripravnicam. V času službovanja je diplomirala na pedagoški akademiji in nato 11 let opravljala naloge pomočnice ravnateljice v osnovni šoli Brežice. V letu 1991 se je upokojila in se lotila svoje druge službe, prostovoljnega dela v številnih društvih. Kmalu po ustanovitvi Društva izgnancev Slovenije v letu 1991 je prevzela vodenje krajevne organizacije društva v Brežicah in to nalogo upravlja še danes. Pod vodstvom vztrajne, delavne in zavzete predsednice je društvo opravilo pomembno nalogo pri zagotavljanju pravic izgnancev iz območja Brežic in širše. Emilija Držanič je po sprejemu zakona o žrtvah vojnega nasilja v letu 1995 sodelovala pri zbiranju podatkov članov društva in jim pomagala pri izpolnjevanju obrazcev.
Podobna zgodba je sledila 5 let kasneje, ko je bil v Nemčiji sprejet zakon Spomin, odgovornost in prihodnost, po katerem so lahko izgnanci uveljavljali pravico do stroškov za prisilno delo. Odnos do zgodovinskih dejstev, ki jih je sama doživela, jo vodi pri ohranjanju spomina o izgnanstvu in izgnancih. Tako se je s svojimi izjemnimi organizacijskimi sposobnostmi in čutom do soljudi po šolah dogovorila za učne ure spomina s skupino izgnancev. Sodelovala je tudi pri nastajanju dokumentarnega filma Slovenski izgnanci 1941-1945, se močno zavzela za odkritje spomenika izgnancem na trgu izgnancev v Brežicah in sodelovala z gimnazijo Brežice v nacionalnem projektu Slovenski izgnanci 1941-1945. Ob tem pa ni nikoli pozabila na bolne in ostarele člane društva, katere še danes obiskuje na njihovih domovih in v domu ostarelih. Samo še to, da dodam. Društvo izgnancev Slovenije je delo Emilije Držanič nagradilo s priznanjem za posebne uspehe pri razvijanju društva in ohranjanju spomina na izgon in begunstvo, ter ji podelilo naziv zaslužna članica. Oktobrsko nagrado občine Brežice za leto 2018 prejme Darko Bukovinski za uspešno delo in poseben prispevek k prepoznavnosti upravne enote Brežice v lokalnem in širšem okolju. Darko Bukovinski od leta 1995 opravlja funkcijo načelnika upravne enote Brežice. V času njegovega vodenja je upravna enota postala ena najboljših v Sloveniji. Uspešnost upravne enote je mogoče pripisati tudi ciljem, ki jih zasleduje njen načelnik. To so izvajanje državnih nalog in predvsem približevanje uprave njenim uporabnikom ter okolju. Upravna enota je imela več kot desetletje svoje prostore v občinski stavbi. V letu 2005 je uspel pridobiti soglasje vladnih služb, da se preselijo v svoje poslovne prostore, kjer so združeni z ostalimi državnimi organi in svojim uporabnikom nudijo dostop do več storitev na enem mestu. Kot načelnik upravne enote daje Darko Bukovinski velik poudarek zadovoljstvu zaposlenih in njihovim medsebojnim odnosom. Dobro delovno okolje je pripomoglo k sodelovanju v pilotnem projektu Zlata nit 2009, kjer se je upravna enota Brežice uvrstila med finaliste srednje velikih upravnih enot po zadovoljstvu zaposlenih. V letošnjem letu pa so realizirali projekt Racionalizacija finančnega področja dela upravnih enot, v katerem je upravna enota Brežice postala ena izmed 12 sedežnih upravnih enot, ki upravlja finančne naloge za skupino 3 upravnih enot – Brežice, Krško in Sevnica. Družbeno odgovornost Darka Bukovinskega je bilo zaznati tudi v času migrantske krize, ko je skupaj z 8 sodelavci pomagal pri evidentiranju migrantov. Pri vodenju upravne enote ves čas sodeluje tudi z likovnimi društvi in jim omogoča prostor za razstave. Prav tako pa je vrata odprl tudi ostalim društvom za organizacijo dogodkov. Njegova osebna zavzetost presega okvirje upravnega poslovanja in se močno prepleta z društvenim življenjem in ustvarjanjem občine Brežice. Priprave in snemanje filmov so odpirala vrata podeželskih domov, prebivalce združevala, spodbujala in navduševala. Ljudje so spregovorili skoraj pozabljenimi spomini in izročili, obudila se je složnost med njimi in se skozi filmsko delo dodatno utrjevala. Nastala sta še 2 filma, Od pera do Vajkoža leta 2016, Tak ti je tu na kmetih, Od zrna do koruznega kruha leta 2017. Kapevskim filmarjem so se pridružili tudi Pišeški in svoj film posvetili vinski trti. Letošnji film Od kola do kupce bomo spoznali ob drugi priložnosti. Vse pa ste lahko od junija do septembra skupaj s predmeti uporabljenimi v filmu in s fotografijami spoznali na razstavi Časi na vasi v galeriji Posavskega muzeja Brežice.
Tako se pred odlomki filmov o izdelovanju vajkožev ali blazin in koruznega kruha zahvalimo vsem, ki so svojim znatno prispevali k ohranjanju kulturne dediščine in k promociji naše občine. Njihovi rezultati krepijo in popularizirajo etnološko vedenje in prispevajo k osredotočanju ljudi na pomen snovne in nesnovne dediščine. Slovensko etnološko društvo je na predlansko Martinovo z Murkovo listino nagradilo filmsko sekcijo Kulturnega društva Kapele za video dokumentacijo snovnega in nesnovnega izročila posavskih krajev. Občina Brežice pa jim je decembra podelila še posebno priznanje.
Naziv častnega občana občine Brežice je največja čast, ki jo lahko občina in občinski svet izkažeta tistemu izjemnemu človeku, ki je svojim življenjem in delom zaznamoval občino. Letos s ponosom in veseljem izrekamo naslednje besede. Občinski svet občine Brežice razglaša za častnega občana občine Brežice Franca Kocjana v zahvalo in priznanje za dolgoletne posebne zasluge na družbenem, socialnem in humanitarnem področju. Franc Kocjan se je rodil leta 1927 v Brestanici, kjer je obiskoval osnovno šolo. Sledila je gimnazija v Mariboru, a je šolanje zaradi zaprtja šole med drugo svetovno vojno prekinil. Kot 17-letni mladenič je bil vključen v NOB. Kot borec kozjanskega odreda je bil v letu 1944 ujet in zaprt v zapor Stari Pisker v Celju. Zaradi mladoletnosti je bil poslan na prisilno delo na kmetijo v Avstrijo, odkoder je po 2 mesecih z očetovo pomočjo pobegnil in do konca vojne opravljal kurirsko delo. Po vojni je nadaljeval šolanje na gimnaziji v Ljubljani. Nato je vpisal študij medicine in leta 1955 diplomiral na medicinski fakulteti v Ljubljani z akademskim nazivom doktor splošne medicine. Leto pozneje se je preselil na Bizeljsko, kjer se je kot zdravnik zaposlil na zdravstveni postaji Bizeljsko. Pričetke njegovega službovanja so zaznamovali zelo skromni pogoji, saj v ambulanti ni bilo niti vode, niti elektrike. Do svojih pacientov je hodil peš. Njegovo območje je segalo vse do Kozjega, skrbel je tudi za zdravstveno oskrbo prebivalcev iz Hrvaške. Zavedal se je povezanosti zdravniške službe z lokalnim prebivalstvom, ki predstavlja enega temeljnih gradnikov za kakovostno življenje. Zato je s krajani sodeloval tudi pri izgradnji zdravstvene postaje Bizeljsko. V letu 1962 je v brežiški bolnišnici pričel specializacijo iz radiologije. Po uspešno opravljenem izpitu se je leta 1965 zaposlil na delovnem mestu rentgenologa v splošni bolnišnici Brežice. Le nekaj mesecev kasneje so mu bila zaupana dela in naloge predstojnika radiološkega oddelka in funkcijo je opravljal do upokojitve leta 1989. Franc Kocjan je zaznamoval strokovni razvoj radiološkega oddelka, pri čemer je bil njegov poseben prispevek v uvajanju novih diagnostičnih tehnologij in metod ter izobraževanju mlajših sodelavcev. V času njegovega vodenja oddelka se je poleg analogne klasične radiološke diagnostike pričela uvajati tudi ultrazvočna diagnostika in CT diagnostika. Tudi po upokojitvi ni pozabil na svoje bizeljske in brežiške sokrajane in jim je ves čas dajal zdravstvene nasvete ter jih vozil k zdravniku ali jih obiskoval v bolnišnici. Z različnimi aktivnostmi podpore se je vključeval v gibanja za ohranitev splošne bolnišnice Brežice kot splošne regijske bolnišnice in porodnišnice kot njenega sestavnega dela. Svojim delom in ljubeznijo do zdravniškega poklica je vzor številnim mladim, ki se odločajo oziroma so se odločali za upravljanje tega poslanstva. Občina Brežice je z razgledanostjo Franca Kocjana, njegovo humanostjo, razumevanjem družbe in pozitivno naravnanostjo že desetletja bogatejša za zdravnika, humanista in svetovljana. V imenu nocojšnjih nagrajencev bo govoril prejemnik oktobrske nagrade za leto 2018, gospod Davor Lipej. Spoštovani, v imenu letošnjih nagrajencev
se iskreno zahvaljujem za izkazano zaupanje v naše dosedanje delo na različnih področjih, ki je zaznamovalo naš čas in prostor. Komisija za izbor nagrajencev in kasneje še Brežiški občinski svet je v večini prepoznal in podprl naše dejanja kot pozitiven doprinos v družbi. V naši sredini smo še ljudje, ki smo pripravljeni darovati svoj prosti čas, talent in veliko dobre volje za dobrobit okolja, v katerem vsi skupaj živimo in delamo. Upam, da bo takšna pozitivna energija občini Brežice zgled ter navdih tudi v prihodnje. Hvala. Hvala lepa. Cenjeni zbrani, v imenu posavskih občin bo spregovoril in izrekel voščilo o prazniku občine Brežice, župan občine Sevnica in svetnik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Srečko Cvirk. Spoštovane Brežičanke, Brežičani, gospe in gospodje, iskrene čestitke v vašem prazniku, spoštovani župan, občinski svetniki. Še posebne čestitke pa nagrajence, v katerih je občina Brežice, skupnost, v kateri delujete, prepoznala posebno žrtvo, posebno talent, da dajete tej skupnosti nekaj več. Čestitati sosedom, prijateljem ob priložnosti praznika je izredna čast in zadovoljstvo. To čestitko izrekam v imenu posavskih, prijateljskih in sosednih občin, tudi v imenu Državnega sveta. In razvoj v občini Brežice pomeni veliko za celotno Posavje, kajti delujemo skupaj in razvoj v eni skupnosti pomeni pozitiven razvoj tudi v sosednjih skupnostih. Zato ocenjujem, da na ravni regije zelo dobro sodelujemo, se pri tem podpiramo in smo tudi zato uspešni. Vsakdo izmed nas kot občan želi živeti v razvojnem in ambicioznem okolju, hkrati pa tudi v stabilnem in varnem okolju. To pa je zelo težko zagotavljati. Izziv, ki ga je navedel župan pred nekaj leti, je bil velik. Če pa smo povezani, je nekoliko manjši ali pa se počutimo bolj varni zaradi povezanosti. Zato verjamem, da je ta praznik, ki vas še bolj povezuje, v smislu, da boste se tudi dobro odločili za prihodnje obdobje mandatno. Čestitke ob prazniku in srečno. Hvala za vse prijazne besede in iskrene želje. Naj se uresničijo in ustvarijo prijazno prihodnost za vse nas. Spoštovani obiskovalci, svečana prireditev se počasi izteka. V vseh nas pa se že prebujajo novi načrti in sanje za prihodnost. Upamo, da bodo padle na plodna tla in da se bomo ob letu osorej skupaj veselili sadov dobro opravljenega dela. Naj nas pri tem vodi brezčasna misel antičnega grškega misleca Aristotela. Tam, kjer se križajo potrebe sveta in naši talenti, tam je mesto naše poklicanosti. Nocojšnji nagrajenci to poklicanost uresničujejo s svojim življenjem in delom. Tudi današnji družabni del bodo sooblikovali časi na vasi. Nekaj smo vzeli iz dediščine, dodali sedanjost, vi pa boste vse skupaj začinili z vašo dobro voljo, lepimi besedami ter veseljem. In preden zaključimo današnjo prireditev, vas v imenu nocojšnjega gostitelja župana občine Brežice prijazno vabim v prostore galerije in malega auditorija Posavskega muzeja Brežice, kjer boste lahko čestitali letošnjim nagrajencem.
Čega pije, najda pije, pa si druge